Medvode, zelena vrata prestolnice bodo s povečanjem trajnostne mobilnosti vedno bolj prijetne za življenje in delo ter privlačne za turizem in gospodarski razvoj. Privlačne bodo za vsakodnevno hojo in kolesarjenje, večina ljudi pa bo za prevoz na delo uporabila javni prevoz, ki bo usklajen z njegovimi potrebami. Središče mesta bo prijeten kraj druženja in srečevanja. Z dobro dostopnostjo do zaledja se bo krepila lokalna identiteta, razpoznavnost in razvoj občine. Takšno občino si je za svoj cilj zadala prva celostna prometna strategija. Občina Medvode je bila leta 2017 namreč druga občina v Sloveniji, ki jo je sprejela. In po 7 letih je menda čas za novo, ki bo nadgradila in posodobila obstoječo. Zakaj? Tukaj je pravzaprav možnih več odgovorov. Tisti osnovni je, da je ministrstvo ponovno razpisalo sredstva za pripravo celostnih prometnih strategij in v okviru te metodologije je ponovno treba preveriti vizijo in zapisati načeloma o isti vsebini z malo drugačnimi besedami. Saj tukaj ne gre za velike razlike, jo je pa treba pogledati, jo je treba preveriti in korigirati po potrebi. Saj vizija je pa več ali manj ostaja ista, cilji so več ali manj isti. Torej gre za neko nadgradnjo obstoječe. Tako je, za neko nadgradnjo oziroma presojo in nadgradnjo obstoječe vizije. Tako. Izdelavo občinske celostne prometne strategije sofinancira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi evropske kohezijske politike. Sprejeta strategija pa bo predpogoj za pridobivanje javnih sredstev namenjenih trajnostni mobilnosti. Prek javnega razpisa je bil za izvedbo strategije izbran konzorcij strokovnih ekip Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, Inštituta za politike prostora in Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Vsak opravlja svojo nalogo, mi imamo bolj koordinacijsko vlogo, predvsem si želimo dobre povezanosti teh strategij med občinami na regionalni ravni. Hkrati imamo pa Ljubljanski urbanistični zavod, ki najbolje pozna projekte, ki se izvajajo tako na državni kot tudi na lokalni ravni, in Inštitut za politike prostora, ki ima dolgo prakso izvedbe delavnic, kot je današnja, vključevanje javnosti, da bo to res na najboljši način. In tudi kolikor imamo odzive strani ministrstva, je naša ekipa pravzaprav ena bolje usposobljena v Sloveniji, ker se trenutno dela, mislim, okrog 150 celostnih prometnih strategij in marsikje je problematika sploh dobiti izdelovalce, tako da mislim, da na tem področju, da bomo za Medvode dobro poskrbeli. Udeleženci tokratne prve javne razprave, mi smo se udeležili torkove v klubu Jedro, so se najprej opredelili do osnutka nove vizije, ki so jo skupaj s sledečimi cilji sooblikovali ključni deležniki na predhodnih razpravah. Za cilje so med drugim opredelili varne in povezane peš površine v središču občine, umirjanje prometa na način, ki upošteva prisotnost tovornih vozil in kmetijske mehanizacije, boljša ureditev železniških in avtobusnih povezav za večjo uporabo javnega potniškega prometa, razširitev rednih avtobusnih linij po dolinah Polhograjcev, spodbujanje aktivnega prihoda v šolo z različnimi aktivnostmi in zagotavljanjem varne šolske poti in nove kolesarske poti, ki izboljšujejo povezave s sosednjimi občinami. Izzive za dosego podobnih ciljev so naslavljali tudi občani na tokratni javni razpravi. Vsak ima svoj pogled, tako občinska uprava kot neki ključni deležniki, ki so mogoče malo bolj vpeti v načrtovanje prostora in prometa, kot neka splošna javnost, ki izhaja iz čisto svojih osebnih težav v prostoru in želj po ukrepih. Zato pa vključujemo vse različne vrste in skupine v procesu priprave celostne prometne strategije, da dobimo nek celosten vpogled nad težavami oziroma željami po urejanju prometa. Delavnico je vodila Anja Slapničar, predstavnica Inštituta za politike prostora, ki je tudi naša občanka. Ja, res je, nekaj let že živim v Medvodah in spoznavam okolico, kjer živim. In tam dobro poznam situacijo, ne poznam pa dobro situacijo okoliških naselij, zaledja, hribovja, pa tudi nekaterih posameznih hiš ob glavni cesti, kar me je danes, naprimer, ne da me je presenetilo, ampak mogoče sami pripravljalci ne bi pomislili na to, da seveda imajo tudi tisti ljudje, ki živijo ob glavni cesti, svojevrstne težave. Tako da nekatere stvari so me presenetile, so nove,
Ampak hkrati so bili pa vsi predlogi takšni, ki sledijo temu, kar si želimo, torej da bi bile Medvode bolj varne za pešce, kolesarje, da bi bil bolj učinkovit in zanesljiv javni potniški promet, da pa tudi tisti, ki potrebujejo avto na svojih poteh, da lahko potujejo po Medvodah in tudi primerno pustijo svoj avtomobil. Ukrep številka 1, ki bi bil potreben, bi izpostavili kaj? Mislim, da zvezno mrežo kolesarskih poti po vsej občini. Torej, da lahko od kjerkoli v Medvodah, kamorkoli v Medvode varno prideš s kolesom. Zbrani na razpravi so tokrat izpostavili številne izzive, med drugim tudi, kako umiriti promet na cestah na sodoben način, brez cestnih grbin. Imate kakšen recept, kaj je najbolj učinkovit in prijazen način umirjanja prometa, ki ga lahko mogoče od nekod pripeljemo tudi sem? Meni se zdi najbolj učinkovito optično zožanje cestišča. Torej, če je cestišče široko, je varno sicer, tudi za kmetijsko mehanizacijo, torej je primerno, ampak hkrati pa omogoča hitre vožnje. Torej, če imamo prostor, si dovolimo hitreje peljati. Če pa nas neka zaris na tleh ali pa morda drevoredi ob cestah, nam pa to širino zožajo in se tudi prilagodimo hitrostno vozniki. Prav tako je naš občan tudi Matej Golčič, predstavnik Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki pa je bil tokrat v vlogi občana, predvsem kot predsednik krajevne skupnosti Seničica Golo Brdo. Razprava mislim, da je bila kar po pričakovanju, kar pa me je mogoče malo presenetilo, je pa, da se tovrstnih dogodkov udeležujejo predvsem ljudje iz središča Medvod, medtem ko mislim, da sem bil eden redkih predstavnikov, ki zastopajo tudi zaledje Medvod in upamo, da se bo pravzaprav problematika Polhograjskih dolomitov, nedostopnosti, nepovezanih z javnostnim prometom, slabih povezav z kolesarskim prometom, pravzaprav smo odvisni od osebnega prometa in od pravzaprav precej slabih cest, da se bo tudi ta problematika naslavljala v tokratni celostni prometni strategiji. Poleg neustrezne cestne infrastrukture in posledično tudi prometne ureditve v tem koncu občine je izpostavil skupno problematiko Polhograjcev, pa tudi ostalih zalednih krajev. Dejstvom, da je težko biti trajnostno mobilen, če si iz teh koncev. Pravzaprav smo odvisni od osebnih avtomobilov, starejši in mladi, tisti, ki nimajo avtomobilov, so odrezani od sveta, tako da si tudi mi želimo, da do nas pride neke oblike trajnostne mobilnosti, bodi si v obliki nekih prevozov na klic, želimo si, da se razširi mreža izposoje e-koles, tudi na območje Golega Brda in ostalih naselij, seveda pa tudi infrastruktura, da bi bila bolj primerna in bolj varna za pešačenje in kolesarjenje na našem območju. Delno pa se stvari lahko uredijo mogoče tudi skozi malo razširjeno in bolj odprto ponudbo šolskih prevozov, ker pravzaprav je to danes edina oblika nekih prevozov z našega konca. Zelo pozdravljam projekt torej z avtobusom Polhograjcem, ampak to je seveda namenjeno samo ob vikendih. Da pa bi bil tudi med tednom za prebivalce, ne samo šolarjev, pa ne samo starejše, ki imajo prostofer, da bi bil omogočen nek javni potniški promet. Hkrati pa vidim velik potencial v razširitvi e-kolesarske mreže, torej tale Nomago Bike, da bi bil tudi v drugih naseljih, ker e-kolo bo pa res pomagalo premostiti tudi višinske razlike. Vsako leto v Evropskem tednu mobilnosti še sicer preverimo, kaj je bilo narejeno v smeri trajnostne mobilnosti oziroma za dosego prej omenjenih ciljev. Po naši oceni je pravzaprav občina kar veliko storila in je veliko ukrepov iz prejšnje celostne prometne strategije bilo izvedenih, je pa seveda zdaj že 7 let stara, marsikaj se je od takrat spremenilo, tudi COVID je bil vmes, tako da se malo pogledi so se spremenili, nove tehnologije imamo, in je zdaj čas, da se ponovno odprejo vprašanja, da se pogleda, kaj pa je zdaj za naslednjih 7 let potrebno pripraviti, in pa tudi pogledi ljudi so se nekako spremenili na način življenja in mislim, da je tudi ta potreba po trajnostnih oblikah prevoza in po neki večji okoljski ozaveščenosti v tem času narasla. Dejstvo je, da se pripravlja nov državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj, da še vedno, na srečo le na papirju, velja državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod in tudi, da je občina središče mesta vpeta med Soro in Savo.
Na ta dejstva je, poleg priporočila, da je potrebno dosledno upoštevati evropske standarde, opozoril predvsem dr. Jože Duhovnik. Je pa celostna prometna strategija občinski dokument, ki sledi potem tudi regionalna celostna prometna strategija in tudi država na državnem nivoju pripravlja državno prometno strategijo in to se bo morali nekako po vertikali na koncu povezati. In z občinsko celostno prometno strategijo v bistvu ciljamo predvsem na občinske ukrepe, na te predvsem kratke poti, osredotočene bolj na središča, na naselje in malo manj na potem te širše ukrepe, državne ukrepe. Občinska celostna prometna strategija je omejena samo na območje občine, je pa sigurno nujno, kako se ta povezuje s sosednjimi občinami, zato je že znotraj te strategije predvideno, da se povezuje z pripravljalci celostnih prometnih strategij v sosednjih občinah. Poleg tega pa je zakonodaja zdaj predvideva, da se izdela tudi regijska celostna prometna strategija ponovno in pa država izdeluje tudi državno celostno prometno strategijo, ki upam, da bo pa naslovila nekatera vprašanja, ki jih imamo zdaj na lokalnem nivoju. Hkrati je pa mogoče še en zanimiv dokument, ki se zdaj pričenja pripravljati, je pa regijski prostorski plan, kjer pa naj bi se povezalo ravno te vidike, ne samo prometa, ampak tudi kar se tiče poselitve, razmestitve delovnih mest, poplavne varnosti in vseh ostalih vidikov razvoja prostora. Vsi, ki bi se želeli pogovarjati o prometu v naši občini in soustvarjati strategijo, boste imeli zato v tem letu še kar nekaj priložnosti. Potekale bodo delavnice in javne razprave, mnenja in predloge pa bodo zbirali tudi s pomočjo anket. Dobili naj bi strategijo, ki bo upoštevala potrebe občank in občanov, bo v skladu s stroko in bo finančno izvedljiva.